Dragi poslušalci, gledalci, drage poslušalke in gledalke, pozdravljeni danes znova v naši oddaji Splet besed. Danes bomo posegli po zelo zanimivih temah. Moja gostja je pa danes pisateljica Vanja Lebar. Vanja, pozdravljena. Pozdravljeni. Kako se imaš? Pa hvala, moram povedati, da glede na čase, v katerih smo, se trudim, da mi še uspeva ostati v enem pozitivnem vzdušju. In če se pravijo, če se za nekaj trudiš, ka potem tako tudi je, tako sem pozitivna in sem v redu. Predvsem pa nisem bolna, kar je trenutno najbolj pomembno. Hvala, Vanja. Zdaj jaz bom malo na kratko predstavila tebe pač kot osebo oziroma avtorico, toliko, da naši gledalci pač vidijo, kdo pravzaprav si, za tiste, ki te ne poznajo. Torej, Vanja Lebar je rojena leta 1974, živi v Murski Soboti, zaposlena je na osnovni šoli Odranci v šolski svetovalni službi, v prostem času piše, bere, pripravlja različna gradiva in didaktične igre, rada izvaja jogo in razmišlja pozitivno. Po pesmicah, zgodbicah in didaktičnih igrah pa sta jo iz samozaložniškega toka ponesla romana, in sicer roman Madame E1 in Madame E2, se pravi dva dela ene zgodbe, ki je vsak zase svoj roman. In ta drugi del, se pravi Madame E2, s tem romanom se bova tudi danes malo poukvarjali. Zdaj jaz moram reči še, to je ta roman, torej. Hvala. Zdaj, da še malo povem, zakaj sem se pravzaprav odločila, da povabim danes Vanjo. Pač meni se osebno zdi roman ena težka zvrst in sem seveda kot Prekmurka zelo radovedna, oziroma me zanima vsak, ki je sposoben pri pač mlajših letih res spisati roman od začetka do konca. In sem bila seveda radovedna, zakaj gre, in zdaj, ko sem pač ta roman prebrala, se mi je zdelo res vredno, da pač o njem tudi poklepetam z avtorico, saj odpira neke teme, ki so mogoče za sodoben čas, mislim, zelo aktualne, ampak niso še dokaj obdelane v slovenski literaturi, tako da ravno zaradi tega je pač, sem zelo vesela, no, Vanja, da si z nami danes. Bi te pa zdaj za začetek povabila, da z nami deliš en odlomek iz svojega romana, da malo začutimo tega duha tvojega pisanja. Prosim. Hvala lepa za besedo. Jaz bi kar začela s svojo literarno besedo, torej z branjem. Platforma. Računalniško okolje za uspešno življenjsko pot. Otilija razlaga svojemu možu Emilu. Kdo še nima čipa za pametno življenje? Tim me je pridobil na svojo stran šele v trenutku, ko mi je pokazal zbirko fotografij. A ja, kakšnih fotografij? Vse njegove vizualne fantazije, iluzije realnosti, ki jih je tako dobro ujel v objektiv. Daj no, saj vem, da si mu ti kupil enega boljših profesionalnih fotoaparatov in ga spoznal z boljšim fotografom. Veš, da sta zdaj dobra prijatelja. Emil je vesel. Seveda je podpiral Otiljenega sina Tima. Rad ga je imel, kakor da je njegov. Oba sta imela rada darila. Mahnjena na obdarovanje in razveseljevanje. Iz različnih svetov, a z enega planeta. Moramo se pomešati. Tim, suh, a visok fant, potuje po svetu, najprej z ladjo kot delavec, kapitan te ladje pa je Mirko. Mirko je nekoliko bolj mišičast mož in njegovo telo krasijo tatuji. Podobe tigra, kače, orla in ne vem, ali je to bil morda še kak ptič. Ptičje perje ali kar indijanska perjanica. Ana in Tomaž sta Timu predstavljala druga starša in velik vpliv na njegovo življenje sta imeli dve ljubezni, do morja
in glasbe. Počasi tudi sam napreduje v kapitana in dobi svojo ladjo. Takrat se je tudi stetoviral. Njegov hrbet je bil kakor potiskan. Izbral si je vzorec, ki je bil v obliki črke V, črtast in lep. Vzorec je bil na sredini po hrbtenici razpolovljen. In iz te prirejeno narejene luknje se je na obe strani na desno in na levo vila veja. Zelo lepo, malo čarobno. Dolgo je kolebal, če bo to kača. A drevo, simbol drevesa mu je bil zdaj ideal, kakor da je vezan na drevo življenja. Na svojo družino. Divje je izgledalo, res divje. Seveda se tako veliki umetniški tatuji ne naredijo naenkrat in še sam morda ni dobro vedel, ali bo še kdaj dodajal na isti tatu. Emilovi tržniki, Janko, Janez in Gal, mu pomagajo, da naredi mrežo po pristaniščih. Vsak ima tudi svoj interes in svojo ljubico v butikih. Bili so poslovni, ob dobrih poslih so se radi zabavali. Janko in Janez sta bila prva naročnika in sta Timu uredila polno ladjo avtomobilov. Pomembno je bilo, da so ti bili prodani, preden so jih na ladjo naložili. Zato sta bila ponosna, strogo uradna in sta se precej zadrževala v svojih sobah. Kakor da ne bi kdo vprašal, pa kako vama je to uspelo? Kar pomeni uspešen posel vsem tržnikom, pomeni v Timu srečna mlada edina, ki sanja o svojem uspehu na področju mode. Vse te ženske ljubice so se učile trženja in so delale samo po navodilih. Edina je imela lepe dolge lase, bila je vitka, visoka suhica, počasi se je razvijala v obline. Njeni ideali so bile suhe manekenke, ni marala misliti, da bi kdaj dobila veliko rit. Prav ona največ časa prebiva v Parizu in vse bi naredila za svojo lepoto in za svoj uspeh. Odkar je dobila nagrado za najboljše rokavice, je vedno v ospredju. In od tega dne je Urban s ponosom te rokavice nosil. To je bila zanje najboljša reklama in kadar priletim k njej, je on njej DJ. Samo on je za njo vrtel tudi kaj slovenske glasbe. Nikoli ni zanikala, da ima korenine v Pomurju, kakor jih ima tudi on. Italijan pa ni bil. To je dejstvo. V tistem času, ko se je vrnila iz Pariza, je bila še bolj suhcata, drobna, a tako neizmerno lepa. Lepo jo je delal njen nasmeh. Smehom je pripovedovala tudi, kako je nemalokrat sedla na napačen avtobus in se odpeljala predaleč. A takrat jo je zmeraj lovil strah. Gledala je naokrog, navzgor po stolpah. Najprej si je vedno želela le, da bi šla domov. Vse dokler ji to ni postalo zanimivo in se je rada vozila. Počasi je pridobila na orientaciji, na samozavesti in se naučila uporabljati javne prevoze. Bila je skromna, sita od vonjav in pocejenih slin. Kakor nekdo, ki ve, da ga vse to čaka in bo polna neizpolnjenih hrepenenj v življenju dalj časa ostala mlada. Privoščila se je enako kot ostale prijateljice, kolegice. O sebi ni govorila in z Otilijo se je pogovarjala samo na skrivaj. In tako je videla svojo pot do množice ljudi, ki so s tem postajali njeni prijatelji. Bila je urejena, v drugi upravi, zato si je zamenjevala obleke s kolegicami. Skupno mi je bilo to, da so bile nore na modo. Pravi, da drugače ne bi bila in, oziroma bi težko preživela. Ko se je vrnila, je radovedno opazovala, kako je Otilija načrtovala kolekcijo figljev. Otilija je pogledala po hčeri, ki je popolnoma shirana stala ob njej, kakor da je prišla s piste v Parizu. Ni ji bilo zapovedano, da izgubi še nekaj dekagramov. Kakor da je balerina pred predstavo, kjer ji životec ne morejo elegantno zategniti. S preletele misli so v Otiliji sprožile občutek, da pa je debela. Tako deluje In Otilija se je pogledala svoje noge.
V trebuhu jo je stisnilo na veliko potrebo. Zazrla se je v svojo podobo v ogledalu in dejala: hočem ustvarjalni zmenek same s sabo, da obudim svojo notranjo prirejeno ustvarjalnost. Pusti me samo in se vrni pozneje, ko te bodo tvoje misli v glavi vodile k meni. Edina je vzela materine besede resno. Mati je odšla na toaleto, opravila svoje, olajšano nadaljevala z delom, vse, dokler ni končala kolekcije. Tim je pristopil k edini, ki je sedela in čakala na hodniku. Pa kaj skanju, zdaj cirkus? Kislo se držiš, kot da si ravno popila najbolj kislo citrusovo limonado. A glej no, cveriti se boš začela, solze bodo cmizdile po tvojem licu, smočke dobivaš grlo, vidim to, čutim to. Smoknil je, kakor da ima suha usta. Presenečen je. Zakaj je edina pomislila, da jo bo presenetil z novo kompilacijo? Fotoplatforma je bila njegovo presenečenje. O, kaj pa je to? Sprašujem se, a živim le v podobah, v sencah? Očaral je obe, mater in sestrico, verjetno tudi Veroniko. Tim je bil glavni podpornik ideje modne revije za otroke s kolekcijo Figlio. Moja sestra res ne bo le džini iz steklenice, skupek želja in hrepenenj, ki trepetljavo živijo v cucatem telesu, ampak bo svetovna kreatorka. Vanja, hvala. Prosim. Zdaj, tvoj roman je v bistvu zaobjema eno množico motivov in tudi množico enih idej, enih vprašanj. Zdaj skoraj nemogoče je, da bi se medve polastili zdaj romana kot celote, ker je dejansko napisan na en način, da nama pravzaprav preprečuje dati celo fabulo. Ampak mogoče bi te samo prosila za naše bralce, da samo malo okvirno predstaviš, zakaj gre v romanu kot celoti. Se pravi, pravzaprav gre za zgodbo ene družine, ki živi eno mondeno življenje v Milanu, deloma tudi v Parizu, pa v Ljubljani, nekaj se dogaja v Prekmurju, tako da so pač ti prostori so tudi zelo zanimivo razporejeni in seveda tudi za nas kot Prekmurce se nekako malo lažje poistovetimo tudi z tem visokim svetom mode. Tako da malo nam povej o tem, zakaj si se pravzaprav odločila za tematiko recimo tega mondenega življenja v Milanu. V bistvu je to zadnje vprašanje, ko si zaključila vprašanje, si me malo spremenila temu odgovora, ki se je že pripravljal v moji glavi. Oba dela skupaj bi lahko bila en roman, to je mogoče prvo. In zgodba, ki se vleče že do korenin, ko je, se pravi, mama od Otilije, ki je živela v Pomurju, se že ukvarjala z modo. In če bi pač ona kot deklica svoje sanje neprenehoma nadgrajevala, bi prišla pač do tega, da bi te želje pa ta hrepenenja prepuščena enim občutkom in enim izzivom, ki bi jo privlačili, verjetno res končala na eni pisti. Oziroma, to je ena želja, ki jo vsaka deklica, čeprav ne prizna ali prizna, nekako lahko začuti in se brez ovir lahko poistoveti z tem, da je to lepo. Se pravi, to je lepo. Ne gre se zdaj za to, če je to škodljivo naravi ali če je to mučenje živali ali je v tem modnem svetu ogromno ene prikrite agresije v belih rokavicah. Gre za to, da je lepo. In če bi občutek za lepo in ta klic po lepoti bil tisto vodilo, potem bi pač ljudje končali na pistah. In mi v bistvu dejansko smo na nek način na pistah življenja takšnega, kot je, predstavljeni s tem, da je pač moda in vse ostalo že del in način življenja, ki pa je na nek način izraz pa je potem zmeraj nek razlog ali pa uporništvo. In zakaj sem se jaz odločila, v bistvu, da sem se
v bistvu se nisem jaz to odločila, zgodba me je vodila do tega, ker kakorkoli sem pač ta uporni duh Otilije kot glavne junakinje vodila in prepletala to zgodbo, bi ona bila povprečno pač ena ravnateljica, ki bi bila uspešna na šoli in bi svoje življenje v očeh svoje matere in vseh svojih prijateljic, prijateljev zelo uspešno tudi vodila in bila vzgled mnogim drugim. Ker pa je pač tu zraven tudi partner, ki je že prvi, da ni takšen, kot pač so si ga mogoče zamišljali vsi tisti, ker je bilo pričakovati, da bo Otilija pač imela pač moža, ki bo ali bo pač, ne vem, pisatelj ali bo pač recimo neki ustvarjalec, v bistvu je pa bil tržnik oziroma je pa bil popolnoma razpeti fant, ki je imel takšen vpliv na njo, da je potem ona njeno življenje vodilo tja, kamor je v bistvu nekje v globini res želela iti, ampak si tega pač ni nikoli priznala, ne, in zato je pač potem ta prepovedani svet ali pa ta lepi, ampak skrivnosten, nenavaden svet v bistvu, ki je nedostopen, njej postajal pač dostopen, ne, in vsi imamo v sebi neke sanje, neke nedostopne svetove, ki jih želimo odkrivati in verjamem, da če bi pač nekje začutili, da imamo pa zdaj to možnost to uresničiti, da bi slej ko prej tudi ne samo v zgodbi, ki jo pač pišemo, torej jaz sem se te ideje držala, ker me je vodila v zgodbi, ko sem pisala, verjetno pa bi tudi v življenju bilo enako, ker tako deluje naš. Meni je zanimivo, da recimo sama se nekako ne spoznam na modo, ampak ti verjetno vse bolj, že iz tega vidika, da si sposobna recimo opisati že same te, ker v knjigi je dosti recimo okoli mode in okoli modnega sveta se suka marsikateri prizor, in meni je tudi, zdaj če lahko dam tu eno opazko, kako smo se oblekli, ti imaš recimo črno srajco in oziroma belo srajco in črno kravato, zdaj jaz imam črno srajco in belo kravato in lahko povem poslušalcem, gledalcem, da se pač dejansko nisva dogovorili, kako se bova oblekli, tako da že to kaže na to, da imajo romani eno neko čudežno moč. In tvoj roman pravzaprav ni realističen roman, se pravi, ni pravzaprav roman o modnih pistah, ni roman o manekenkah in pravzaprav tudi ni roman o ženski, čeprav je ta Otilija kot glavna junakinja jo tudi zelo v izjemno različnih legah jo predstaviš, ampak je dejansko roman, ki je na neki način eksperimentalen. Bi se pa na tej točki mogoče, preden se pomakneva naprej v njegovo futuristično plat, bi se malo še pomudila pri jeziku tega romana, ker vsekakor jezik je zelo na mestih tudi nenavaden. Se pravi, nisi se odločila za realistično pisanje, se pravi za opisovanje od A do Ž, ampak si dejansko notri tudi dala ene vložnice Otilijinih sanj, in tudi te vložnice so že na meji, jezikovni meji, skoraj že s poezijo. In ne vem, ti mi povej, te vložnice, recimo duhec, sanje, recimo njen stik sama s sabo, kaj to tebi pomeni kot avtorici oziroma zakaj si se odločila, da se poslužiš recimo tega enega malo drugačnega toka jezika v tem romanu? Zelo lepo si prišla in izkristalizirala to vprašanje, Lučka, in zdaj bi tudi mogoče razkrila eno najino skrivnost, ko sva začele najino sodelovanje že leta nazaj, popolnoma na skrivaj, se spomniš tiste zbirke pesmic. Se pravi, jaz sem res začela, pač ko sem zapisovala in pisala
jaz imam res eno tako željo, da bi ujela določene trenutke predvsem in jih nekako zadržala v večnost in imeti in najti prave besede, da pač nekaj ubesediš, kar si doživel, videl, želel, pomeni, da pač daješ s tistimi besedami tistemu trenutku neko trajanje. In zato sem pač iz tiste poezije pač napisala tudi pa pisala potem kratke zgodbe in napisati roman je bila dolgo samo moja želja, ki sem jo jaz opustila. In potem, ko sem začela, sem delala to kot en kolaž. Se pravi, nisem začela od začetka naprej, ampak sem delala kot kolaž in sem želela, da ostanem pač, da ta moj slog pisanja ostane prepoznaven in zato je recimo tisti, ki me res poznajo kot literarno ustvarjalko, najdejo in vejo v obeh romanih tudi pesem, vključena v sanje, ki je bila v zbirki popolnoma na skrivaj. Ali pa je to pesem, ki je nastajala tudi pozneje in je bila z moje strani predstavljena na večjih proslavah, predvsem ob kulturnih prireditvah. Te sanje, ki pa so in ta duhec, pa izhaja predvsem iz tega, da jaz tudi kot oseba zelo veliko sanjam in tudi v bistvu na nek način se s tem, da sem delala didaktične igre in se ogromno ukvarjala tudi z tem, kako deluje naš borila z temi duhci tudi v realnem življenju, ker sem želela biti pozitivna in srečna in mi žal v življenju ni bilo ravno naklonjeno, kar me je pehalo v to, da če bi se prepustila enemu toku, bi verjetno podlegla depresiji in obdobju neke brezposteljnosti, v obdobju nekih malo težjih življenjskih preizkušenj tudi podlegla. In zato nekako se mi zdi, da če ti sam pri sebi z svojim z raznimi tehnikami, omenili sme že jogo, meditacijo, potem pozitivne afirmacije, potem motivacijo in vse to sprejemanje tistega, kar nam dela življenje lepo, se pravi lepo, če želimo nekje, da nam nekaj ostane lepo, ne bomo pa zdaj recimo pač delali pa lepili tisto pač olepšati realnost ni cilj, ni moj cilj. Ne? Moj cilj je v bistvu sprejeti realnost takšna, kak je in potem v tem najti tisto, kar pa mi je lepo in v tistem vztrajati. In če mi je pač lepo pisati, pa lepo pišem, pa rada pišem, ali mi pa je nekaj, kar mi je všeč, potem v tem vztrajam. Pa ne rečem, da ni bilo obdobje, ko sem napisala nekaj, kar mi je bilo pa blak. In tisti blak recimo, ne, med enim in med drugim, tista nihanja življenjski valovi, ki so pač me tudi nosili gor in dol, so potem razpon, lahko rečemo, med vzponom in padcem ali pa med sanjami in realnostjo. Ne? In potem ta duhec, ki je pa pač mogoče tudi nekako, sem že z prvega dela recimo rekla, zakaj se Otilija prestraši, da se zaveda, že nekaj časa ni slišala svojega duhca. Ne? V bistvu, verjetno zato, ker je to na nek način tudi tisti notranji glas ali pa zdaj tako popularna luč, ki nas vodi, recimo, ne? Ko rečejo, ne? Nasmejem se pa zato, ker jaz rečem, če rečem, da me vodi neka luč, ne, pa če je to luč v tunelu, moja prva asociacija je žal, ne morem si pomagati, še zmeraj kaj pa, če je to vlak, ki s vso hitrostjo drvi proti meni, ne, saj luč je, ne, v tunelu je, ampak, ne, in zaradi tega pač nekako na nek način mi je zelo na prvem mestu pomembno, da se mi kot oseba spoznavamo in sami pri sebi si priznamo, kako deluje naš Ker veliko ljudi ne zna, kako deluje njihov torej ne poznajo nekako sebe in ne bodo vedeli, kako bodo odreagirali, če se bo to pa to zgodilo. In to prinaša tisto odraščanje. Meni je lepo, da sem zdaj že malo bolj, pač, ne, da imam nekaj prehojenih poti, nekaj izkušenj, ki so me naredile bolj močno, pa izostrile recimo na nek način
prav to kritičnost, pa prav tista skrita hrepenenja so se preobrazila v ustvarjalni duh, ki me recimo vodi, ne, in mogoče je tu tisti skrit nekje ta odgovor, zdaj, če sem odgovorila, pa ne vem. Ja, saj v bistvu, Vanja, ne gre za to, da bi ti meni odgovorila striktno na vprašanje, ampak gre za to, da dejansko nekako iz romana potegneva ene zanimive teme, ki bodo mogoče nagovorile najine poslušalce, tako da dejansko karkoli mi rečeš, karkoli mi poveš, je pravi odgovor. Tako da kar brez skrbi, sem zelo zadovoljna tudi s tvojo iztočnico, recimo, kajti ta roman, duhca smo torej obdelali, zdaj s tem duhcem si dejansko tudi nekako naredila to osebo, ki je pravzaprav uspešna, se pravi, tvoj lik je dokaj uspešen v vsakdanjem življenju, se pravi, ima tudi ljubečega moža, ima družino, sina in hčerko, ampak ta duhec jo pravzaprav dela človeško, se pravi, nam pokaže, da kljub temu, da je nekako v življenju gre, vseeno se vsak od nas sooča s svojimi demoni, s svojimi dvomi, s svojimi strahovi, in ne vem, s tem si zelo lepo pokazala pač eno njeno drugo dimenzijo. Zdaj, ko si pa rekla o tem, kako deluje bom pa kar ostala mogoče zdaj ta trenutek na tem terenu, da se ne bova preveč oddaljili, pa bova potem šli na čipe, bi pa zdaj mogoče glede tega meni se zdi, da je to pravzaprav tisti glavni oziroma odzadnja ideja tega romana, se pravi, odzadnja ideja pravzaprav ni moda, ne vem, niso socialni stiki, ampak tisto, kar nese ta roman naprej, je pravzaprav vprašanje, kako deluje naš oziroma kaj nas vodi, s čim smo mi vodeni, kdo dela naše motive, se pravi, ti liki načeloma delujejo dokaj enostavni, se pravi, imajo pač te svoje vsakdanje želje, ne vem, biti uspešen, ustvarjati, ne vem, mogoče tudi imeti denar, se pravi, imeti prave poslovne, ne vem, stike z temi tržniki, ki so tudi en močan motiv. Tako da bova zdaj ostali na tem terenu, ker si prej tudi omenila, da pišeš še en nov roman, ki verjetno tudi izhaja iz te ideje, ki jo raziskuješ v tem romanu, pa mi lahko zdaj na tem mestu mogoče malo še na kratko poveš o tistem, kar sva se prej pogovarjali, se pravi, kako deluje in deloma malo z Madame E2 in mogoče prestop v novo polje ustvarjanja. Ja, zdaj jaz bom rekla v bistvu, upam, da mi pač moji prijatelji literati ne bodo pač zdaj zamerili, jaz sem pač od prvo pedagoginja in pač te didaktične igre, možgani, spomin in so nekaj, kar so meni najbolj pri srcu. To pomeni, da v bistvu, ko jaz nekako človeka začnem pri glavi, pri možganih, pri spominu, ko pišem didaktične igre, ko pišem napotke za uporabo našega za spomin, takrat se počutim živo, takrat se počutim najbolj izzvano. In takrat imam tudi občutek, da nekaj novega izumljam in da v bistvu se tukaj dogajajo eni procesi, ki me vodijo potem naprej. No, in potem pridem do tistega trenutka, ko vzamem pač eno čudežno pero in rečem, zdaj bom pa literarno začela pisati. In dejansko takrat pač odprem in rečem, zdaj se pa bom posvetila literarnemu ustvarjanju in bom, in bom iz tega, kar je v narekovajih suhoparno znanje, ker znanost še zdaleč ni samo suhoparno znanje, ampak je nekaj, kar nas preprosto v določenih trenutkih spravi na eno tako močno realnost, da je nočem več videti in imeti. In jo moramo z čudežnim perescem malo spremeniti in narediti takšno, da nam je prijetna. No, in takrat se začne literarno ustvarjanje. Tako da v bistvu jaz v tem trenutku lahko povem, da ko sem v bistvu to zgodbo Otilije v prvem delu zaključila oziroma predala uredniku, da je šla v tisk,
je šele začela nastajati in takrat je v bistvu ta druga se v bistvu začela že v bistvu nastajati in sem jaz nekako videla, da se zgodba nadaljuje in da je še v meni živa. Sem pa takrat že brala knjigo, ki je imela velik vpliv na mene in sicer ravno avtorja Steven Pinklerja, Kako deluje In ker me je tam vsakem poglavju nekaj tako prevzelo in tako bilo uporabno tudi za zgodbo, je potem tisto bila kot ena inspiracija za zgodbo, ki je rdeča nit. Dočim so pa vodile sanje, ki so nastajale v knjigi, moje besede. Ker tisti, ki me poznajo, vejo, da sem tudi zbiralka besed in da v bistvu na nek način jezik ustvarjam, tako smo včasih imeli druge jezike ali pa pajščino ali pa kot ima recimo na enem otoku eno pleme, en svoj jezik, tako sem si jaz zmeraj želela, ako bi jaz imela samo svoj jezik, ne. Če me želi kdo razumeti, mora vedeti moj jezik. To je pač tista vanjavščina, ko smo se pač predvsem poigravali umsko. No, in te besede pač, ki so pač pogoj, da nastaja en jezik, ki jih jaz še vedno zbiram in še vedno se krožijo pač tam okrog teh 6000 in so zbrane tudi v drugi obliki literarnih del, so moja inspiracija in mi dajejo nek način eno okno, pač, ko zmanjka besed, če zmanjka besed, se odprejo vrata, v Vavapadijo pač za to svojo vanjavščino in jaz potem kar pogledam na pahljačo besed, si izberem besede in iz njih lahko napišem. In v sanjah je velikokrat bilo nekaj, kar je bilo uporabljeno ob kreativnem pisanju in se mi je zdelo, da lahko uporabim. Dočim golo literarno ustvarjanje, če bi bil to zgolj roman po klasifikaciji pisanja romana, bi verjetno začel delovati kot nekaj, ne morem tako popačiti jezika, ali je ta beseda pravilno razumljena. Bralci bodo preveč zmedeni, ne bodo vedeli, kaj želim povedati za to besedo, ne. In te so pač vprašanja in odgovori, ki si jih jaz ob branju, takrat, kadar se odločam, kaj bo šlo med bralce in kaj bo ostalo samo pač pri meni na računalniku, velikokrat postavljam in zato tudi ta dva romana v bistvu na nek način zdaj natisnjena, ne, veliko vsega pa ni natisnjeno. Ja, Vanja, saj dejansko si zelo lepo povzela pravzaprav neko bistvo literarnega ustvarjanja, se pravi, nekaj je seveda v raziskovanju teme oziroma ideje in mislim, da tudi je to dokaj, mislim, tudi recimo v filozofiji, ki je pač tudi sorodnica literature, se v zadnjih letih zelo dosti poudarka daje pač na zavest, se pravi na raziskovanje dejansko možganov oziroma kako deluje naš No, oziroma ne samo v zadnjih letih, to se počne že tisočletja, ampak vseeno. To bi vsi radi vedeli, ne? Če bi imeli priročnik, ne, kako deluje, pa v bistvu imamo te priročnike, ampak ampak pravzaprav se tudi dela na čisto fizičnem raziskovanju delovanja možganov. In ne vem, tvoj roman je tudi ena taka parabola vsega skupaj. In ko si pa omenila seveda zbiralko besed, zdaj druga plat je pa seveda jezik. Zdaj, tebi je dejansko nekako uspelo, da si ustvarila svoj jezik in jaz, če bi recimo zdaj brala nek roman, bi dejansko prepoznala v njem Vanjo Lebar, tako da marsikateremu literatu dejansko ne uspe ustvariti svojega jezika. Ampak te pa lahko potolažim, da si pa dovolj striktna bila, da jaz kot bralka recimo mislim, da sem razumela pač roman, kljub temu, da je mestoma res jezikovno pač zelo res zanimiv, ampak si pa uspela zgodbo ohraniti v nekih okvirih, toliko da pač zgodba res teče od začetka do konca.
Zdaj bi te pa, če smo že pri zbiralki besed, povabila, da nam pa še prebereš drugi odlomek, in po tem branju bova pač tudi razkrili tisto odzadnjo veliko skrivnost te zgodbe oziroma kdo pravzaprav vodi vse te uspešne like. Tako da prosim za drugi odlomek. Ja, Lučka, hvala lepa za komplimente, ki mi jih daješ ob tem, ko se pogovarjava, in za besedo. Revija zbiralke besed. Edina je oboževala žensko, ki je zbirala besede. Ta je imela izbrano zbirko CD-jev, romanov in slik. Verjetno je imela tudi kaj umetniških del in je bilo užitek delati z njo. Poznala je barve, šale, zgodbe in številne teorije. Prisegla je, da sta odličnost in avantgarda zasnovani za izostren okus, produkt let ukvarjanja z idejo, žanrom, spoznavanjem potankosti in uraščenosti v življenjsko idejo, v življenje svoje ideje. Življenje je živela kot virtualna asistentka, sodoben računalniški robot. Dvigovanje užitka s svojo idejo in tako doseganje samoaktualizacije nosilca jo je ohranjalo pri življenju. Na spletu jo je našla, kako se vrti med svojimi tisočerimi besedami. In ko sta se spoznali, sta združili svoje želje in potrebe. Naredili so metre in metre dolge plahte potiskanih zbranih besed in nastali so prvi izdelki. To je bil začetek nečesa novega. In pravzaprav je zapisano ime vrsti, ki je delovalo z neskončnim ponavljanjem, imel že priznani kultni nemški modni oblikovalec. In ideje so vrele iz vrelca čiste zgodovine mode. Umske slike so povzročile aktivacijo. Domišljija in resničnost sta se pomešali. Obema so se uresničevale sanje. Otilija je hčeri kot ideal na večerjo postavila Coco Chanel. In ti ljudje so dobro poznali svobodo, ki jo je Coco dala oblekam. In s tem modnim projektom sta bili blizu njenim naslednikom. Iz vseh ostalih je burno vrel vrelec želja in idej, ker je bilo zanje vse novo in moderno. Morda je bila to glavna razlika med generacijo in kulturo druge države. Edina pa je nekaj časa trdno prepričevala Otilijo, da mora živeti v hotelu, ker je tako živela tudi Coco. Tega pa izraven velike bele vile ni dovolila. Veš, ona je otroštvo preživela v sirotišnici. Bila je obdana z nunami. Kaj pa, če te pošljem k nunam? Jo je pohecala. Veronika je pokazala potiske. Dolgo je čakala, da je dobila pozitiven odgovor. In spet se je potrdila teza, da ni vse napuh in da se vztrajnost splača. Potiski so ji bili všeč. Večjega potrdila za svoje delo si niti želela ni. In ob novici, da so njene čudaške izmišljotine nekomu sprejemljive umske slike, je spet omedlela. Zbiralka je bila navdušena, kakor da je vse kot po pravilih. Edina je bila prežeta z občutkom, da uresničuje sanje zbiralke. Ta je ob gledanju izdelkov še vedno omedlevala. Zato je zmeraj bolj zraven je bil on. Ona namreč ni jedla. Grižljaji in požirki je bil njen moto. Živela je samo od prane in njegovih rok. On je polagal roke na njena meča in nasploh je ves čas držal za roke. Ljudje pa so vrteli jezike, da je ona le ena izmed suhsatih bedoličnih manekenk. Čeprav ni bila nikoli manekenka. Pripisovali so ji anoreksijo, češ, da se je sama odločila, da bo anoreksična, kar jo je pripeljalo do tega, da sama sploh ne funkcionira več. In ustvarjalna energija pa sta bili pri njej na višku, zato je bila vredna podpore in podpiral jo je. In to, da so tako popolnoma naskrivaj kapljale ideje v Edinino platformo, je bilo kot neskončna zgodba. Zbiralka je bila prav tako edina, ne po imenu, temveč po svojem nenavadnem hobiju. To ji je dalo misliti. Umska eksplozija s poigravanjem je bil glavni cilj zbiralke besed. Zbiralka besed ji je dala vedeti, da jo nekdo tako zelo potrebuje, kakor ona svojo mamo. Nehote je tako pomislila na Otilijo in zbiralka je pritrdila, da ima prav. Pogledala ga je, njega, ki je bil redko beseden. V posel se sploh ni vmešaval, v debate tudi bolj poredko. Svojo kritiko je čuval zase, da je pravilno odreagiral.
ona je bila šefica. Upošteval jo je, podpiral vsem, kar je počela. Bila sta neverjetno lep par. Njuna himna je bila Word on a Wing od David Bowieja in to je bilo njeno ime. Vanja, hvala. Zdaj pa predlagam, da nekako malo prideva počasi do tiste skrivnosti, ki dela tvoje like uspešne. In ta skrivnost, ki tudi roman dviguje v pač tisto polje, ki se mu reče nekako malo futurističen, oziroma mislim, da ga je založnik celo označil kot antiutopičnega. In to so čipi. Se pravi, gre za čipe, ki jih imajo vstavljene moški in ki jim potem zagotavljajo, da so pač uspešni. Se pravi, ti čipi pravzaprav vodijo njihova poslovna življenja, njihove odločitve. Se pravi, so v bistvu ti moški kot neke vrste roboti, niso pravzaprav roboti, se pravi, imajo še vedno svoje čustva, imajo svoje zasebno življenje, ampak se nam pa potem na koncu romana pravzaprav odstrnejo ti čipi kot ena grožnja oziroma kot pravzaprav en dvom v to, ali mi sploh obstajamo kot pač realne osebe z lastnimi čustvi, ali pa nas kot celoto pravzaprav vodijo neki drugi svetovi, ki jih pravzaprav sploh ne poznamo, nimamo pojma, kdo so, kaj so, ampak smo pač kot ene marionete vodeni preko njih. In zelo lepo te prosim, da pač nam res poveš nekaj o teh čipih oziroma o tej skrivnosti teh čipov v romanu. Ja, zdaj, ko si rekla v bistvu, da imajo pač čip, prvo, kaj bi to sploh naj bil čip, kakšno ima človek asociacijo, da se nekdo čipira ali ne, recimo. Sama ideja v bistvu se je meni potrdila, ko sem se odločila, če naj te čipe v drugem delu še razvijam kot neko osrednjo nit romana, ko sem gledala en dokumentarni film, kako se mora mislim, da je bilo na primeru podjetja v Nemčiji, zaposleni dati čipirati, torej si vstaviti en tak kvadratek, čip, in ko pride zjutraj v službo, tisti čip prisloni in se mu pač skozi kožo se mu zapiše, da je prišel, vstavljeno je pa na tem čipu marsikaj. Kaj pa se samo sprašujemo. In s komerkoli sem se pogovarjala, so vsi rekli, tega pa ne bi sprejel, ampak verjamem in z gotovostjo lahko trdim, da sigurno obstajajo podjetja, skupine in še marsikdo, ki ima te čipe in dejansko te čipe uporabljajo. Zato sem tudi to skozi drugi del vodila naprej kot neko nit, predvsem se je šlo za borbo med tem, da nekaj vemo, da je nekaj abstraktnega tisti duhec in da je toliko enega znanja in te visoke tehnologije, kar je pa čip. Torej, če nas lahko vodi ena določena sila, na katero nimamo vpliva, ali je to pač nekaj, kar je pa tu nekaj, kar je človeštvo ustvarilo, to je ta visoka tehnologija. In če mi vsi vemo, da se tehnologija razvija recimo 4-krat hitreje kot pa recimo šole, torej je lahko človek s pomočjo tehnologije bolj pameten, bi lahko bil. No in zato se je pač tudi v začetku s tistim nedolžnim čipiranjem pač Emila, ki je čip dobil za pametno življenje, da ga ne bi Otilija speljala na napačno pot, obenem pa da je v bistvu Otiliji ostajal zvest, torej jo je ljubil in dosegal maksimalno svoje življenjske cilje, ki si jih je zadajal v okviru nekega videnja in nekega načrta njegovega očeta, ki je bil tisti, ki je s temi čipi tudi razpolagal. In ker je pač videl, da nekaj dobro funkcionira in da je to zelo uspešno, je pač potem na nek način s temi čipi
uravnaval življenje svojih zaposlenih, podrejenih, na ta način, da so potem s vstavljenim čipom bili vsi tako uspešni, kot so lahko v skladu z delovanjem njihovega uma najbolj bili. In to jim je pač ta čip omogočil. In samo kadar so pač nekako se popolnoma distancirali, kar je bilo zelo redko, so lahko bili brez čipa in na neki točki tudi v romanu pride do tistega trenutka, ko pač tudi pove, ja, a si ti prepričana, da bi tebe on ljubil, če ne bi bil čipiran, ne? In potem se začne ta vrtinec, ko pride tudi do tistega vprašanja, ali je Otilija bila čipirana, zato da bo ljubila svojega moža. In ker je to pač ena taka rdeča nit, obenem pa je vezano na ta paradoks našega življenja, kaj vse zmoremo, kaj vse vemo, obenem pa smo še zmeraj tako majhni. Bi jaz mogoče tu zdaj se spet nazaj vrnila k brani besedi, kar je dostikrat moja opora tudi v življenju, in prebrala prav, zakaj nimajo ženske čipov. Ja, tukaj pa potem pride tudi ta majhen črni kvadratek, ki pa je nastal tudi na podlagi tega, te asociacije, ne, da v bistvu bi čip na nek način si predstavljaš kot mali črni kvadratek, nekaj čisto majhnega. Lahko je v bistvu tudi pekica. No. Tako da bi prosila, če bi lahko v ozadje tega branja, že prihaja, tudi prišel ta črni kvadratek. Zakaj nimajo ženske čipov? Je vprašal Emil očeta. Ta ga je pogledal in s ponosom povedal, da je to ena od boljših idej. Ženske niso tako vodljive, pa če tudi so, postanejo neprivlačne in popolnoma predane programu. Niti kanček njih samih ne ostane ne v glavi, niti ne v najbolj skritih mislih. Te prikupno prismuknjene so naravno zmešane. Tiste pa so profesionalke. Pokazal mu je eno na netu. Emil je nekaj časa slike gledal, potem pa Urbana obtožil, da je Otilija tisto prelomno leto, ko sta bila v sporu, imela vstavljen čip v telesu. Ti si ga vstavil. Ona je bila sprogramirana, da me ljubi, obožuje, čaka in se mi preda v vseh pogledih življenja. Bolečina je nastajala na obrazu, ker je hotel vedeti, ali bi ga ona sploh ljubila. Kako bi ga ljubila? Naravno, brez hipnoze. Kot zdaj čuti, je hotel le steči. Tekel je iz hiše na travi, pred grmičkom se je ustavil. Še vedno je bilo vse lepo urejeno. Nikjer ni bilo videti, da bi Otilija hišo puščala naravnemu propadu, spet ga je prehitro zvabila domov. Izza hrbta je pristopila Otilija. Emil, prišla sta, kako lepo. Obrnil se je in jo objel. Čutil je, da sta v dvojini in da ji mora povedati resnico. Kaj mi hočeš povedati, Emil? O skrivnosti čipov. Skrivnost čipov? Saj jo poznam, te poslovne impulze, ki jih dobivaš s programov. Leta in leta jih že uporabljaš, vem to, dragi moj, to ja ni nobena skrivnost. A to pa veš, da bo Urban pripeljal Timu športni avto, to pa je še zadnje, kar mu manjka, da bo uspešen. Računalnik na zapestju že s pridom uporablja, boljšega ima kot ostali tržniki. Tako ponosna sem, ker je delal vsa leta brez večjih napak. Veliko se jih je vrtinčilo v sumljivih vodah in saj veš, da jih je nekaj utonilo, a saj je res, verjetno je tudi on čipiran. Ja, seveda vem za avto. Jaz sem ga pomagal izbrati. Vedel sem, še preden se je tebi sanjalo. In ja, on ima vse napredno, kakor tudi čip. Ta mu ne dopušča uporabe lastnih odločitev. Preden pomisli, mu sugerira navodilo za dejanje. Skrivnost čipa je, da je hitrejši in seveda pametnejši od tvojega uma. Da predela 1000 možnih rešitev in takoj iz uma odstrani vse ostale, ki pa verjemi tudi niso tako slabe. Rešitev pa poišče v skladu s programiranimi navodili. In zato ti s svojimi teorijami o delovanju uma tega mogoče ne boš razumela. In mi
Ko pripravljamo čip za določeno osebo, vplivamo na to. A ti si naša, razumeš? Sanje. Po roki mi leze majhen črni kvadratek. Na njem pa piše, kdo sem in kako razmišljam. Na njem je polno drobnih pikic, ki so prostemu očesu nevidne. Te pikice so impulzi, ki so hitrejši kot moj Ni se mi treba truditi biti ljubeča in gojiti občutke, ker so že ti kot drobne pikice na majhnem črnem kvadratku. Duhec, ti si vse to vedel, nič povedal. Zakaj nič povedal? Majhen črni kvadratek. Kaj ljubim, koga ljubim? Tebe, ti moj majhen črni kvadratek. Zlezeš mi pod kožo, ostane le pika, enaka kot moja lepotična pika, ki sem imela že kot majhna deklica. Brez črnega kvadratka se trudim, zbiram in mislim občutke, želim, hrepenim in čutim svojo dušo, se je temu včasih reklo. Sanjah sanjam, da imam še vedno dušo. Pred očmi pa tisoče majhnih črnih kvadratov z drobnimi pikicami. Jočem, v sebi jočem, ker mi ni ostalo nič. Pogrešam stopljeni ledeni grad, a sem vesela, da ga več ni. Mali črni kvadratek, ti pa si kriv, da tudi mene več ni. Duhec jo prime za roko in jo dviga. Težko se prebijata skozi temo tisočerih črnih kvadratkov, dviga jo skozi njih v zrak. Končno se prebijata ta njun travnik marjetic. Poglej si, tukaj si, to si ti, moja Otilija. Super. Mislim, da je bilo branje zelo reprezentativno. Zdaj, Vanja, malo se že pomikava proti koncu najine ure, tako da te še prosim, da nam malo pojasniš še ta simbol v ozadju, se pravi to grafiko, in mogoče, če še kaj želiš posebej dodati. Ja, zdaj jaz bom kar najmanj besed bom porabila, če mi dovolite, kar tako pokažem. Poznate avtorico Cvetko Hojnik, ona ni je potrebno posebej predstavljati, jaz pač, ker mi je ona zelo všeč in jo spremljam, pa večkrat polistam po tej knjigi, spremljam tudi njene objave, si piše v kakšno spodbudno sporočilo, tudi sama dela v šoli. In ko sem pač te sanje nekako že po izidu knjige brala, so mi nekako bile, ko sem pač te njene slike gledala, napisane za to sliko in sem pač ji napisala, da pa na nek način bi bila zelo vesela, če bi ona te sanje na eno od številnih teh svojih kockic, ki jih ima, nekako naredila v en umetniški duet. Da je to moja želja in pika na i po tem romanu in po teh izpolnjenih hrepenenjih, sanjanih sanjah in izsanjanih sanjah. In potem je nastalo pač ta objava na Facebooku in nama je polepšala dan in upam, da še komu drugemu. Ja. Ja, mislim, da sta nekako pokazali, da je simbol nekako univerzalen in da v določenih časih sproža podobne asociacije. Tako da najbrž sta ujeli res tisti en ustvarjalni klimaks, kjer sta pač obe dejansko vsaka v svojem mediju nekako našli to temo skupaj, ne, tako da sama pa tudi zelo podpiram tovrstne duete, ker se mi zdi, da lahko še nadgradijo pač tisto glavno idejo. Tako da super. Vanja, bi še mogoče kaj sama dodala? Ja, jaz bi mogoče bi za konec rekla v bistvu, da vsem literatom, predvsem tistim mladim, ki so na začetku poti, ko se odločajo za pisanje, da naj vejo, da naj se nekako zaobjamejo v to, kar počnejo, ker če jim bo to prinašalo ure in ure ene energije ustvarjanja, se jim bo to vračalo kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar jih bo vodilo zmeraj kot njihova
Ne glede na to, kaj uporabimo, ali je to luč, ali je to duhec, ali je to svetloba, karkoli, pač nekaj, kar jih bo navdajalo s tem, da bodo ustvarjalno preživljali čas. In jaz sem res v določenih obdobjih, pa še zmeraj recimo zvesta kulturi, pa tudi modi, pa plesu, pa jogi. In ti hobiji, ta moj način življenja je moj način življenja. In vprašanje tega je samo, katerih moj interes me trenutno najbolj potegne v nekaj naprej. In tudi seveda ustvarjam in nadaljujem s svojim literarnim ustvarjanjem in moja želja je mogoče in bi jo rada delila z vsemi vami, da potem se mogoče tudi uresničila, da bi pa bil naslednji roman, recimo prvi in drugi del skupaj. Torej, da bi bil nekaj, kar bi recimo že v tem primeru, v tej zgodbi, če bi že takrat si upala, bil ta roman ena knjiga. Ampak pač, ker na nek način se s tem spoznavala tudi, kako nekaj nastaja, si nisem niti si nisem zamišljala, da mi bo pa uspelo napisati nekaj bolj obširnega. In če lahko zaključim, meje si postavljamo sami. In to bi rada povedala, da če si tisti, ki nekaj začne delati, postavi mejo in reče, pa to je zdaj že 200 strani, to pa je zdaj že dovolj, recimo, ne, da to sem jaz si to mejo postavila, ne. In zato recimo ni mej, meja je, ne vem, meja je nebo ali je kosmos, saj ni. Mejo si postavimo pač mi. In zato je čudovito biti v toku ustvarjanja in zato bodimo ustvarjalni, ostanimo ustvarjalni, ker ustvarjalnost pa res ne more usahniti, če se vemo spodbujati, in to postane pač na nek način naš način delovanja. Super, Vanja, za ta optimističen zaključek. Me je kar motiviral. Hvala ti res za ta zelo ploden pogovor. Mislim, da smo uspeli iz pač enega res nabora tem izpostaviti tiste, ki so najzanimivejše. Seveda pa poslušalce in bralce vabim. Nisva pogledala v čarovniško kroglo. Boš ti pogledala? Ja, to pa res, ja, nisva pogledala. Kaj pa zdaj? Pa mogoče kdaj v prihodnosti bova pa še mogle. Ja, glede na to, da nama čarovniška krogla kaže nekako malo približno prihodnost, jaz v njej vidim, da se bova srečali kmalu, ko ti napišeš naslednji roman, se definitivno vidiva na tem mestu ob nekem drugem času in pač še kaj rečeva, ne? Zmenjeno? Ja, hvala za povabilo. Hvala, Vanja, hvala. Zdaj seveda bralce povabim, da roman preberejo, ne? Pa da vidijo pravzaprav, za kaj gre in še sami presodijo, pač ali jim je po volji, ampak jaz mislim, da je ta roman primeren za marsikaterega bralca, ki se ne boji raziskovati jezika. Tako da moram pa tudi reči, Vanja, da si me zelo prijetno presenetila, ker te pač sem res bolj poznala kot nekoga, ki se ukvarja bolj ali manj z didaktičnimi zadevami v povezavi z ustvarjanjem, tako da dejansko to, da si zdaj romanopiska, pač ti lahko samo čestitam, no, ker roman napisati je res en velik zalogaj. In sem zelo vesela pač, da imamo še en roman, ki pa tudi deloma obravnava Prekmurje v svojem okviru, recimo teh. Ja, tako da tudi to je zdaj recimo zame en velik plus. Tako da hvala še enkrat, se vidiva, se slišiva.
Vam pa, dragi poslušalci in gledalci, hvala, da ste nam prisluhnili. Vse, kar vas pa še zanima, pa lahko zastavite kakšno vprašanje, seveda tudi v komentarju pod posnetkom in bova z vanjo z veseljem tudi nanj odgovorili oziroma mogoče se pa še razvije kakšna dodatna virtualna debata. Tako da hvala vsem in se vidimo čez 2 tedna. Adijo. Adijo.